Noč je, mi pa slavimo luč, praznik luči. Kajti nocoj ni kakršnakoli noč, nocoj je božična noč, je sveta noč. Noč, ko lahko tudi vsak od nas zagleda veliko luč, kot smo poslušali v Božji besedi. Noč, v kateri tudi nad nami lahko zasije svetloba. Noč, v kateri nas lahko obsije Gospodova slava, ko se tudi za nas razodeva Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Nekaj besed vzetih iz današnje Božje besede, ki zares osvetljujejo pomen nocojšnjega praznovanja. Bog prihaja na svet, da razsvetli našo temo. Bog, ki je neskončen, Bog, ki je vsemogočen, veličasten, večji in mogočnejši od vsega, kar si lahko katerikoli človek sploh predstavlja, ta Bog prihaja na svet kot otrok, kot nebogljen otrok, ki je popolnoma odvisen od drugega. Zakaj tako? Ko smo ljudje vendar tolikokrat navajeni, da tisto, kar je pomembno, kar je veliko, prihaja z velikim hrupom, z velikim slavjem, z ognjemeti. Zakaj Bog prihaja med nas kot otrok? Eden od možnih odgovorov je v tem, da prihaja kot otrok, ker nam kot tak želi prinesti tisto sporočilo, ki so ga njegovi angeli izrekli pastirjem. Tisto sporočilo, ki ga je predtem že slišala Marija pri oznanjenju. Tisto isto sporočilo in iste besede, ki jih je ta od mrtvih vstalo dete tolikokrat ponavljalo, ko se je srečevalo s svojimi učenci. Besede, ki, če gledamo Jezusovo javno delovanje, vedno znova odsevajo iz njegovega učenja, iz njegovega življenja. Besede, ki nam vedno znova sporočajo: ne bojte se. Bog prihaja na svet med nas in nas vabi: ne bojte se. Ker prihaja kot nebogljeno dete, rojeno stran od svojega doma, brez prenočišča, preprostim staršem, ga lahko tudi z lahkoto spregledamo, ga lahko tudi ignoriramo, ga ne upoštevamo, kot so ga mnogi njegovi sodobniki. Tako lahko je tako preprosta znamenja spregledati. Potrebna je vera, da v jasli položenem otroku prepoznamo odrešenika, da v Jezusu, ki oznanja, da ni prišel svet soditi, ampak odrešiti, ki se je dal ljudem v roke, da je umrl na križu, da v njem prepoznamo luč, ki nam kaže Božjo ljubezen do nas. Kajti Bog nas je tako ljubil, da je poslal svojega edinorojenega sina, da bi nas odrešil. In če ga prepoznamo, če smo podobni pastirjem, Mariji, Jožefu, ki so prepoznali tega otroka kot odrešenika, potem ima tudi za nas, za vsakega izmed nas, ki smo danes tukaj, isto sporočilo: ne bojte se. Božja beseda, ta stavek, te besede so lahko danes tisto povabilo, ob katerem se lahko vsak od nas ustavi in se vpraša, kaj je pa tisti moj strah, katerega želi Bog odrešiti. Kateri nemir v meni je tisti, ki ga je Bog prišel odvzeti. Česa se jaz bojim? Zakaj Bog meni pravi: ne boj se? Če našo vero vzamemo za res,
če zares zaupamo Bogu, njegovi ljubezni do nas, njemu, ki se nam sam sebe daje v roke, potem poznamo pot iz našega strahu, pot iz naše teme v svetlobo Božjega življenja. Tako pomenljive se mi zdijo besede, ki so zapisane na začetku ene izmed evharističnih molitev, da se je Jezus dal v naše roke. Besede, ki mi pomenijo pravzaprav več stvari. Jezus se je rodil, kot otrok se je dal v roke Mariji, Jožefu, mnogim ostalim, ki so prišli in so ga lahko dobesedno vzeli v roke, da so ga pestovali kot nebogljeno dete, da se jim je prepustil, da se ta vsemogočni Bog v vsej nemoči pusti človeku vzeti v roke. Bog, ki se nam daje v roke tudi na tisti veliki petek, ko ljudje kričijo križaj ga in sprejme obsodbo in gre na križ, se da ljudem v roke. In vsakemu izmed nas se bo dal v roke tudi danes, ob koncu te svete daritve, pri obhajilu, ko bomo prejeli Jezusa v podobi kruha, v podobi hostije. Vas povabim, da si takrat vzamete trenutek pri nocojšnji maši, pri kakšni drugi maši, ki se je boste udeležili. Ko boste prejeli Jezusa v roke, vzemite si trenutek časa in poslušajte njegove besede. Ne boj se. Povejte mu, kaj je vaš strah. Prosite ga, katerega strahu lahko odreši mene. Jezusa prejemamo, se nam daje v roke v vsej naši svobodi in odgovornosti, da naredimo z njim, kar hočemo. Lahko ga sprejmemo, lahko slišimo njegov glas, ne boj se, in oduzel bo naše strahove, oduzel bo naš nemir, postal bo moj odrešenik, postal bo Bog, ki je z mano, Emanuel. Povabim pa vas tudi, da se spomnite pri vsaki maši, ko boste prejeli Jezusa teh besed, da ga vedno znova lahko prejmemo, da ga v vsakem trenutku našega življenja lahko prejmemo, da je on tisti, ki nas vedno znova spremlja in ki se nam vedno znova daje v roke. Tudi če smo ga morda kdaj zatajili, on še vedno zaupa v nas, nam še vedno pušča vso svobodo in se nam še vedno daje v roke. Kajti vsaka stiska, vsako utrpljenje, vsak strah, vsaka tema, bolezen, celo smrt, vse to nas ne more ločiti od Božje ljubezni, ki nam je dana. Božična noč nam namreč sporoča, da ima ta strah, da ima tema omejen rok trajanja. Večna je samo Božja ljubezen, vse ostalo se konča, prej ali slej. Če sprejmemo Boga za našega odrešenika, potem bo marsikateri strah izginil iz našega življenja. Če ga sprejmemo kot odrešenika, potem tudi smrt nima moči nad nami, kajti dano nam je večno življenje. Bog se nam daje v svoje roke in nam pušča svobodo, da s tem darom storimo to, kar želimo mi. Vabi nas, da ga sprejmemo, in če ga sprejmemo, bo postal Bog z nami in bo on oduzel naše strahove in nam bo on postal tista luč, ki nam bo svetila na naši poti v večno življenje. Naj bo to povabilo današnje noči, današnjega slavja luči. Sprejmimo Boga, sprejmimo ga v svoje roke, sprejmimo ga v svoja srca,
naredimo mu prostor, da bo zares posvetil v našo temo, da bomo tako tudi mi postali luči drugim. Amen. Danes, ko se posebej spominjamo praznika učlovečenja, vas povabim, da med molitvijo veroizpovedi pri besedah, ko izrečemo utelesil se je po Svetem Duhu, če moremo, pokleknemo, če ne, se lahko vsaj pripognimo, v znak hvaležnosti, v znak spoštovanja, zato da Bog prihaja k nam, v nas in med nas. Pa skupaj molimo